Dober večer in lepo pozdravljeni na razglasitvi obrtnika leta 2012 območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. V sklopu prireditev ob 56. občinskem prazniku občine Ljutomer območna obrtna zbornica Ljutomer tudi letos podeljuje priznanje obrtnika leta 2012. Obrtnika leta so tudi letos na podlagi razpisa smeli predlagati vsi člani obrtne zbornice Ljutomer. Priznanje se podeli obrtniku, članu zbornice za izjemne dosežke na področju samostojnega dela, osebnega dela in vključevanja v delo organizacije. Kljub težkim časom se je tudi letos pokazalo, da je med nami še vedno veliko uspešnih in predvsem vztrajnih obrtnikov. Preden letošnjega nagrajenca tudi uradno razglasimo, vabim k nagovoru še nekaj naših posebnih gostov. Najprej vabim k besedi županjo občine Ljutomer, gospo magistro Olgo Karba. Spoštovani obrtniki, podjetniki, gospodarstveniki, spoštovane občanke in občani, dame in gospodje. V veliko zadovoljstvo mi je nagovoriti vas ob tej lepi priložnosti, ko boste prepoznali enega izmed vaših kolegic, kolegov kot najbolj uspešnega. To je prav posebna čast, spodbuda in motivacija za prejemnika nagrade. Za vse ostale pa je današnji dogodek nedvomno opomnik, da tudi v teh izjemno neprijetnih časih nimamo druge izbire, kot biti še bolj učinkoviti, prodorni in inovativni kot do sedaj. To seveda nikakor ni preprosto naročilo. Namreč na vsakem koraku se čuti negotovost med ljudmi. In ta negotovost seboj prinese zadržanost potrošnikov in umik ljudi v pasivnost, kar pa je zelo slaba popotnica oziroma zelo slabo izhodišče za tisto, čemur pravimo normalno delo. Zato dovolite, da vam čestitam za ves pogum in vso samozavest. Oboje sta potrebne lastnosti, od katerih niso odvisni zgolj vaš lasten uspeh in uspeh vaših podjetij, ampak tudi kakovo življenja vseh občank in občanov, ki pri vas delajo in ustvarjajo dodano vrednost. Naši občini ste v teh 2 letih dali veliko razlogov za ponos. Odprli ste nova delovna mesta, prepoznali nove priložnosti in vložili sredstva v razvoj. Vse skozi pa ste podpirali dobre projekte za dobro skupnost in ljudi. Zahvaljujoč vašemu dobremu delu je naša občina v bistveno boljšem stanju kot številne občine v naši regiji. Obenem pa ste našli čas in se angažirali v našem strateškem svetu oziroma prispevali svoje ideje in predloge ob številnih drugih priložnostih. Za vse to se vam iskreno zahvaljujem. Vaše besede so prispevale k boljšim odločitvam, vaša opozorila so prinesla hitrejše rešitve, vaši izzivi so nas spodbudili k odločnejšemu ravnanju. Finančna, gospodarska oziroma v resnici bančna kriza, ki nas vse na svoj način obremenjuje, je danes realnost, s katero se moramo po najboljših močeh spopasti sami. Ne vem, kaj dela država, vendar zdi se, da nič kaj dosti. Evropa pa se trese, ker poleg več 100 milijard pomoči Grčiji in Španiji, morda tudi mi zaprosimo za 2 ali 3. Vse to so problemi tako velikih in globokih razsežnosti, da se z njimi v lokalnih okoljih težko ukvarjamo. Še mnogo težje pa rešujemo. Zato sem prepričana, da je pred nami predvsem drugačen izziv. Namreč, če sprejmemo, da so razmere takšne, kot so, in se z njimi manj obremenjujemo, potem imamo priložnost, da stopimo skupaj in se angažiramo vse posod tam, kjer lahko skupnimi močmi naredimo več, kjer lahko dosežemo trajne spremembe na bolje. S
Strani občine smo v tem letu pridobili nekaj milijonov investicijskih sredstev. Vem, da vam to direktno večinoma ne pomaga, vendar te investicije v času krize pomenijo, da bomo ob izhodu iz krize imeli bolj konkurenčno okolje za nov razvoj. Vzpostavljamo stike s tistimi, ki bi želeli priti v drugod in postati del našega lokalnega gospodarstva. Predvsem pa želimo uresničiti projekte, ki prinašajo pocenitev stroškov, odpirajo potrebe po delu in s tem tudi vam nove možnosti za uspeh. V prihodnjih mesecih bomo pristopili k oblikovanju strategije razvoja in akcijskega načrta. Pri tem rabimo vašo pomoč. Potrebujemo jasen signal gospodarstva, da želi iti po poti razvoja. Vendar, če razumemo take ideje, ne kot grožnje, ampak kot priložnost za naš skupen uspeh in se zanje skupaj borimo, si lahko z njimi sami ustvarimo pot za izhod iz krize. To je boj, ki ga upam biti z vami ob strani. Namreč, kot je rekel Henry Ford, stopiti skupaj je začetek, držati skupaj je napredek, sodelovati je uspeh. Še enkrat čestitam na dobro upravljenem delu v tem letu in iskreno vam želim še številnih uspehov v prihodnje. Hvala lepa. Besedi vabim zdaj podpredsednika upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije, gospoda Bogdana Oblaka. Spoštovane kolegice, kolegi, obrtnice, obrtniki, podjetnice in podjetniki, Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer na čelu z gospodom predsednikom Zelkotom, spoštovana gospa županja, spoštovani visoki gostje, drage gospe in gospodje. Moram priznati, da sem malo v zadregi, ker sem imel pripravljen nekaj drugih besed, pa jih moram zaradi lepega govora vaše gospe županje nujno spremeniti. Zakaj? Zato, ker sem iz vsebine ugotovil, da smo obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki tukaj v tem okolju postavljali na neko pravo mesto. Na mesto graditeljev gospodarstva. Na mesto tistih, ki imamo šanso, da zgradimo in da popeljemo ta voz, ki je sedaj v nekako vzvratni prestavi naprej. Da nekako sooblikujemo gospodarsko rast, to tako veliko besedo, tako težko pričakovano, strani politike, strani gospodarstva, strani prebivalcev, strani Slovenk in Slovencev. Res sem vesel, da v takem okolju lahko kolegice in kolegi pokažemo tisto, za kar smo postavljeni, pravzaprav, za kar smo poklicani. Prejle smo na okrogli mizi govorili o socialnem podjetništvu. Zdaj vas pa vprašam, ali ni to neke vrste socialno podjetništvo, ki ni usmerjeno samo k pridobivanju cilja, ni edini cilj pridobivanja denarja in profita. Veste, 52.000 članov Obrtne zbornice Slovenija zaposluje približno 120.000 svojih sodelavcev. 120.000 ljudi, ki imajo svoje familije, ki imajo svoje otroke. In ali ni to socialno, da malo podjetnic in podjetnikov propade, kar tako? Ja, tiste in tisti, ki so bili izigrani strani velikih, tisti so propadli ne po svoji krivdi, ampak po svoji krivdi, malo je takih. Če pa kdo že je, se po njem govori in piše na vse strani in vse povprek. In mi, ki nudimo zaposlitev, ki plačujemo davke, ki dajemo plače in plačujemo prispevke, ki skrbimo za člane naših zaposlenih, člane njihove družine, mi, sem prepričan, delujemo socialno. Zato se upam trditi, da to je neke vrste socialno podjetništvo. Tisto,
kot smo danes slišali, ki je v Sloveniji zavzeto samo z 1% namesto 10% v evropskem povprečju. Tudi vlada se zaveda, da je obrtna zbornica kot organizacija pomemben člen, pomemben sogovornik pri oblikovanju zakonodajalskih oziroma zakona, posebej zdaj v tem času obrtnega zakona. Obrtna zbornica se zelo trudi, da bi skupaj z resornimi ministrstvi nekako oblikovala tako vsebino zakona, ki bi nam obrtnikom omogočala samo eno. Tisto, kar vi že tukaj v Ljutomeru nekaj že imate. Da bi nam omogočalo tako okolje, kjer bi lahko delali, pošteno delali, z veseljem delali. In zato je še toliko bolj pomembno, da se tudi sami ozrnemo vase, tako kot ste se vi v vaši zbornici, da pogledate, kdo je najboljši izmed najboljših oziroma enak med najboljšimi in da ga zberete. In to počnete danes, ko razglašate podjetnika oziroma obrtnika leta 2012, vaše obrtno-podjetniške zbornice. Gospod Rudolf nedvomno si je zaslužil ta laskavi naziv. Tudi svojo družino. Veste, podjetnice in podjetniki, obrtnice in obrtniki nismo samo nekakšni delodajalci, ampak v posel v veliki večini vključujemo tudi svojo družino in zato smo v veliki večini družinska podjetja. To je pa nekaj drugega kot veliki sistemi delniške družbe. Družinska podjetja so lahko kot samostojni posameznik organizirana ali kot DOO, tako zvani, se pravi družba z omejeno odgovornostjo, vendar so družinska. In biti družinski podjetnik je čisto nekaj drugega. Veste, pri družinskem podjetniku se malokrat zgodi v nedeljo ob goveji juhi, da se ne pogovarjamo o podjetju, kar mogoče ni prav, ampak to je družinsko podjetništvo. In vse sile napremo in naprezamo, da naše podjetje preživi in to delamo tudi v času krize. In zato še enkrat vse čestitke dobitniku, ki je svojim delom pokazal, da je vreden tega naziva, ki je svojim delom pokazal, da se da iz nič doseči to, kar je dosegel, ki je svojim delom pokazal, da se da v podjetje vklopiti tudi družinske člane, ki je svojim delom dokazal, da se da z majhnim podjetjem dosega tudi izvozne rezultate in tudi te inovativne zadeve pokazati našim sosednjim državam, našim sosednjim trgom, ki so še bolj kruti, kot je naš slovenski. Zato iskrene čestitke že sedaj dobitniku. Iskrene čestitke v obrtni zbornici Ljutomer, na čelu z gospodom predsednikom, iskrene čestitke ob organizaciji in pa še posebej ob občinskem prazniku vsem vam, Ljutomerčankam in Ljutomerčanom na čelu z gospod županjem. In še enkrat, hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, gospod Oblak. Tako bližamo se vrhuncu današnjega večera, da ga bomo lažje pričakali. Na oder še enkrat vabim Moniko in Bojana Ivančič na klavirju in violini.
tukaj Bojana Ivančič, nocoj z nami. Takole, zdaj pa zares samo še nekaj trenutkov do uradne razglasitve obrtnika leta 2012 in teh nekaj zadnjih minut pripada predsedniku Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospodu Danijelu Zelku. Spoštovane dame in gospodje, obrtniki in podjetniki, vsi povabljeni gostje in vsi prisotni. Lepo in prisrčno pozdravljeni na današnji slavni prireditvi, ko bomo v sklopu številnih dogodkov v praznovanju občine Ljutomer podelili priznanje najuspešnejšemu obrtniku naše obrtne zbornice za letošnje leto. Izbranem na podlagi javnega razpisa v internem glasilu Pomurski obrtnik. Obenem pa vsem občankam in občanom občine Ljutomer čestitam za občinski praznik. Biti obrtnik, podjetnik v današnjih razmerah ni enostavno. Vsak dan znova so obrtniki podvrženi novim razmeram na trgu. In to ne le na področju, na katerem poslujejo, pač pa tudi na področju zakonodaje, v okviru katere morajo poslovati. Od obrtnika tako ni moč pričakovati, da bi sam obvladal vsa potrebna znanja in za nemoteno delovanje in razvoj podjetja. Ta namen so se slovenski obrtniki že pred več kot 40 leti odločili, da ustanovijo organizacijo, ki jih bo zastopala in strokovno pomagala. Postavili so temelje uspešne organizacije in pogoje sedanjim obrtnim zbornicam, ki so tradicijo obrtništva nadaljevale in negovale. Obrtniki in podjetniki so bili in še bodo nosilci razvoja in napredka tako na lokalni, kot tudi na državni ravni. Tako opevana velika podjetja in velike sisteme, kateri so bili deležni vseh podpor, finančnih subvencij in državnih denarnih pomoči, sedaj propadajo in zapirajo svoja vrata. Delavce pa mečejo na cesto, na katere celo svoje proizvodne selijo v cenejše dežele, hkrati pa še vedno črpajo vsakršno pomoč, ki jo nudi država. Mi, majhni obrtniki in mali podjetniki, pa delamo in ostajamo tukaj, na domačih tleh, in vedno znova dokazujemo, da smo sedaj v času gospodarske krize eni izmed edinih poslovnih objektov, kateri vlečemo nit na področju razvoja in zaposlovanja. Sposobnost zbrati voljo in premagati težave je že od nekdaj značilo zmagovalcev, torej obrtnikov. Zato bo tudi država morala enkrat prisluhniti malemu gospodarstvu in mu omogočiti ugodno podjetniško okolje, tako na davčnem, kot na zakonodajnem, kot tudi na drugih področjih poslovanja. Obrtniki so svojim delom dokazali, da si zaslužijo spoštovanje, saj se spoštovanjem članov zbornice krepi tudi spoštovanje institucije kot celote, ki bo le kot celota lahko uspešno nastopala in zastopala interese obrtništva. Spoštovani obrtniki, člani obrtnih zbornic, naši predhodniki in ustanovitelji so prelili veliko znoja in vložili mnogo truda v želji, da bi zbornica imela vsebino, ki bi v svoje vrste privabljala vse ljudi dobre volje in pridnih rok, ter da bi obrtne zbornice bile v ponos in v pomoč številnim članom. Zato je prav, da nadaljujemo njihovo pot in obrnemo nov list v zgodovini obrtnih zbornic in skupaj premagamo težave, ki so potrkale na vrata. V preteklosti, ko so bili še časi debelih krav, kot radi rečemo, je na območno obrtnih zbornicah in predvsem seveda tudi na obrtnih zbornice Slovenije sigurno prihajalo do nekaterih napačnih potez, neplaniranega in nepremišljenega kadrovanja in dodatnega zaposlovanja. Prišlo je tudi do neracionalnega razporejanja denarnih sredstev. Napake je treba priznati in izkušati popraviti. Izid posvetovalnega referenduma nikako ne predstavlja ukinitve zbornice, ampak le preoblikovanje načina njenega dela in financiranja. Je opomin in signal naših članov,
da pri prehodu na prostovoljno ali delno prostovoljno članstvo moramo postati še boljši, konkurenčnejši in svojemu članu ponuditi še več kvalitetnih storitev. Postati moramo enotni, saj imamo pred sabo še mnogo dela, pomeni omejitev sive ekonomije, spremembo delovne zakonodaje, zmanjšanje obremenitve dela, povečanje konkurenčnosti in še mnogo več. Mimogrede, pri nas v Ljutomerski obrtni zbornici je referendum uspel. Naši člani so nam ponovno izkazali zaupanje za naprej, na kar smo lahko ponosni. V času, ko je pozornost slovenske javnosti preusmerjena predvsem v politično dogajanje, svetovno in vse slovensko gospodarsko krizo, varčevalne ukrepe in zategovanje pasu, je izbor obrtnika leta kot naročen dogodek, ki mora naši politični sceni pokazati, kaj je pomembno in kaj bi lahko rešilo našo državo. Vsa mala in srednja podjetja, ki so v teh kriznih časih preživela in ostala na površju, predstavljajo zdravo jedro, na katerem se lahko gradi prihodnost. Obrtniki in podjetniki za svojo lastno idejo in zaupanje vase spletajo zgodbo o uspehu, ustvarjajo nova delovna mesta in dajo zagon celotnemu gospodarstvu. Od njih se lahko slovenski politiki marsikaj naučijo. Vstop v obrtništvo je dokaj enostaven in tudi podporno okolje nudi številne storitve, a žal to ni dovolj. Trenutna vlada in politiki, kateri bodo v naslednjih mesecih spreminjali in sprejemali nov obrtni zakon, morajo razumeti in se močno zavedati, kaj potrebujemo in zavzemali se bomo, da bomo v nov obrtni zakon vtkali brezkompromisne ukrepe, ki bodo rešili podjetništvo in pognali voz naprej. Akt za mala podjetja sprejet na evropski strani, na evropski ravni, ki naj bi mikro in malim podjetjem zagotavljal posebno mesto, nas je žal razočaral. Nujno moramo zagotoviti okolje, v katerem bomo obrtniki in družinska podjetja uspevali in zagotavljali ustvarjanje nove vrednosti in nova delovna mesta. Varčevanje, ja, ampak uspešno bo, ko bomo imeli napolnjen proračun iz gospodarstva, ne pa iz kreditov. Kriza, katera je nastala, je posledica neupoštevane vrednot. Niso v krizi vrednote, ampak smo v krizi mi vsi, ki pravi vrednot ne upoštevamo. Okrnjene je poštenje in zaupanje. Podjetja in obrtniki, kateri so prestali 4 leta te gospodarske in finančne krize, so nov temelj gospodarstva. Predolgo čakamo na spremembe in zelo mi je žal, da počasi že izgubljamo zaupanje v našo mlado državo in pričakovano demokracijo, ki naj bi nam prinesla obljubljeno mesto v Evropski uniji. Naše vrednote so jasno definirane. Obljubljeno mesto v Evropski uniji, pardon. Naše vrednote so jasno definirane. Oblikovane so skozi lastno delo, lasten razvoj in seveda tudi kapital, ustvarjen z znanjem in poštenim, trdim delom. Pri izboru obrtnika leta iščemo in izpostavljamo tiste najboljše, ki svojimi izdelki in storitvami ali poslovnim modelom ustvarjajo trende v domačem okolju in izven meja, ki imajo močne blagovne znamke, za katere ocenjujemo, da bodo v prihodnje še rasli. Pomembno je videti in vedeti, da se tudi v Sloveniji rojevajo uspešne podjetniške zgodbe. Zato so to vrstna podeljevanja nagrad uspešnim obrtnikom še toliko bolj pomembne. Vedno znova je namreč potrebno iskati in nagrajevati pozitivne zgodbe. Ljudi z vizijo, dobrimi idejami in kreativnostjo. Ničkolikokrat slišimo zgodbe obrtnikov, kako skromni so bili začetki, kako boleči so bili padci. A vztrajnost je vrlina, ki jo lahko pripišemo prav vsakemu obrtniku. Biti dober obrtnik ne pomeni biti samo delaven in natančen. Ni dovolj talent, ideja in ustvarjalni duh. Potreben je tudi pogum, trma, vztrajnost in iznajdljivost.
predvsem pa je potrebna brezpogojna ljubezen do svojega dela in samo na ta način se lahko piše uspešna zgodba. Zato mi dovolite nocoj, da v tej evidentni družbi v imenu Obrtne zbornice Ljutomer razglasim in podelim častni naziv Obrtnik leta območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, ki ga tokrat prejme gospod Emilijan Rudolf, Obrtnik leta 2012. Spoštovani kolega Emilijan, bodi ponosen nosilec častnega naziva Obrtnik leta. Hvala. Podjetnik Emilijan Rudolf, rojen 8. junija leta 1957 v Radoslavcih, kjer še danes živi s svojo družino in opravlja obrtno dejavnost. Z obrtjo se je pričel ukvarjati leta 1983 kot dopolnilno dejavnostjo, od 25. maja 1994 pa kot obrtno dejavnostjo. Sedež obrata še vedno opravlja v Radoslavcih. Dejavnost obrtnika je proizvodnja lastnih strojev, predvsem kmetijske mehanizacije, mešalci za mešanje krmnih mešanic, drobilci zrnja, valčni gnitilniki, transportni polži, skladiščne celice za skladiščenje zrna, oprema za CO2 silose ter oprema za mlinarsko industrijo. Skupno zaposluje 7 ljudi, od tega so 3 družinski člani, obrtnik Emilijan s svojo ženo in hčerjo. Vsako leto sklepa nove učne pogodbe z učenci šolskega centra Ptuj, s katerim že dolga leta uspešno sodelujejo. Emilijan Rudolf je dobitnik veliko priznanj za svoje izdelke. Na kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni v letih od 2004 do 2010 je prejel 2 bronasti medalji, 3 srebrne medalje in 1 zlato medaljo. Od leta 2007 se lahko v kolektivu pohvalijo z znakom SQ slovenski proizvod. V letu 2011 pa so prejeli certifikat zaupanja vredno podjetje. Vse svoje proizvode ponujajo pod svojo lastno blagovno znamko, ki so jo registrirali v letu 2011. V zadnjih letih se svojimi izdelki prodirajo tudi na tuje trge, kot sta Avstrija in Hrvaška. Vizija družinskega podjetja Rudolf je fleksibilnost in odzvati se na spremembe tako hitro, kot to zahteva ta sedanji turbulentni trg. Želijo si ustvariti prepoznavnost, kvaliteto svojih izdelkov ter dobrimi in cenovno dostopnimi rešitvami. Enostavno, bolje, hitreje, skupaj. Strojno-ključavničarstvo Emilijan Rudolf ST. Leta 2012 območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer je gospod Emilijan Rudolf. Izvolite, gospod Rudolf, na oder. Morda, gospod Rudolf, zdaj samo še tako kot zanimivost poveva, ko sva se pogovarjala, kaj povedati, kako dolgo. Konec koncev še ena pomembna zadeva je, katero tudi jaz vsak dan občutim, da ste zelo dobro naredili. To je naš radijski stolp nad Ljutomerom. Že 17 let stoji in je tudi vaše delo. En aplavz tudi za to, lepo prosim. Priznanje in kipec vam bodo podelili gospod Daniel Zelko, predsednik območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospod Bogdan Oblak, podpredsednik upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in županja občine Ljutomer, gospa magistra Olga Karba.
Čestitke torej gospodu Rudolfu. Še ena stvar je, ki je skupna vsem obrtnikom leta, da ponavadi rečejo, najraje delam v tisti svoji panogi, v svojem fahu. Najbolj grozno pa je, ko me date za mikrofon. Gospod Rudolf, pa vseeno, lepo prosim, če nam namenite nekaj besed. Izvolite. Hvala. Zahvala bi se najprej obrtni zbornice, Ljutomer. Posebej bi se zahvala moje delovne ekipe, ki mi stoji stalno v strani. Na koncu bi rekel, sreče je treba deliti s prijatelji. Hvala. Hvala lepa in čestitke še enkrat. Gospod Rudolf, ker ste nekaj še z mano. Tako, gospe in gospodje, zdaj sledi tudi tisti prijetni del, malce pogostitve, pa še kak prijeten klepet z našim nagrajencem. Hvala, da ste bili danes z nami in lep in prijeten poletni večer vam želimo še naprej. Hvala lepa.